Pogosto je pri prenajedanju hrana dobiva funkcijo odgovora na potrebo po ljubezni. Hrana seveda ni ljubezen kot taka, ne? Zato podobno kot pri drogah ni konca. Če mi hrana da tudi sladkorjem, ki je pomemben del v tem primeru, na nek način neki privid ugasnitve vsaj te bolečine, ker ljubezni ni, ne? Potem ima neko funkcijo, s katero pravzaprav nadaljujem, da preživim iz dneva v dan. Ljubezni pa ni. Čustvo bolečine, čustveno bolečino, trpljenje nosimo v trebušnem predelu telesa, tam po plexus solaris, 2 centimetra pod popkom in tam nekje, ne? Strah nosimo v vratu. Ne? Če se bojimo, spremenimo glas, začnemo jecljati, pa drugače ne jecljamo, zatika se nam, spremenimo glas. Smo pred kakšnim izpitom, pred kakšno kadrovsko komisijo in naenkrat tenko piskamo kot eni dunajski dečki še pred adolescenco, ne, tako. To bolj ali manj poznamo vsi, ne. Ja. Jezo nosimo v ramenskem obroču, ne, evolucijsko aktivira mišičeve, ki služi za boj, za obrambo, ne, in je jeza v ramenih, kad človek jezen gre ponad v tisto big držo, ne, z rameni naprej in se hrši in... Ja, tako se tako roke napnejo, ne. Tako, zgornji del telesa naprej in tako, ne. Ljubezen nekje srce, okoli srca, takrat, ko ljubimo, čutimo toplino v srcu, ne, in tako je nekako zanimivo, ne. Če nismo samo pri čustvih, tudi identiteta, hvala Bogu, je v tem delu. Takrat ko se dotikamo srca, nekako se dotikamo identitete iz somatskega vidika, ne. To je dobro. Mi zdi optimistično za človeštvo, dokler je tako, ne.